Lep pozdrav iz Omana, tokrat z letališča, pač počasi odpravljamo proti Sloveniji. Žal. Danes je z mano Katarina, ena od sopotnic, bilo nas je 13 plus vodič 14. Kako si bila ti, kako ti je bilo všeč v Omanu, Katarina? Ja, ko greš v arabski svet, si poln nekih informacij, s katerimi nas bombardirajo mediji. Pričakuješ zakrite ljudi, ki te gledajo, te obsojajo, ker si drugačen, ker si razgaljen za njihove pojme, ampak v Omanu temu ni tako. To je tretja država, arabska država, v kateri sem bila, in država, v katero bi se še vrnila, zaradi tega, ker se tukaj res človek dobro počuti, ker se počuti kljub temu, da je drugačen, se počuti sprejet. Kaj pa ti je bilo v Omanu najbolj všeč? To so ljudje. To so odprti ljudje, ki te pospremijo z nasmehom, ki te povabijo v svoj dom, ki zato nič ne zahtevajo v zameno. Kaj ti je bilo pa drugače najbolj všeč v Omanu? Rečemo, če pod vsem črto potegneš, kaj je tista zadeva, ki si boš najbolj zapomnila, ki ti je bila najbolj všeč? To je puščavska država. To je država, kjer prevladuje kamen. To je povsem drug svet za nas, Evropejce. Poleg ljudi so to veliki kontrasti, je puščava, so gore, so vadi, narava. Narava je prečudovita. Ljudi si velikrat omenila, večkrat si omenila, da ti je bilo zelo všeč tisto, ko smo šli na otok, ko smo se pri tistih ribičih ustavili, oziroma se nismo ustavili, ampak so nas sami povabili, ko smo tam slučajno bili. Tam ti je bilo zelo všeč, če se ne motim, kot si parkrat omenila. Ja, tam sem se počutila res sprejeta, čeprav povsem drugačna, ampak sprejeta, kakršna sem, brez kakršnih koli pričakovanj, zgolj in neko toplo vzdušje vladalo med nami, čeprav si nismo izmenjali zaradi jezikovnih barier prav veliko besed. No, ampak je pa bilo zabavno, ne? Zabavno je pa bilo. No, pač in srčno. Ja, nam so pripravili, kako bi temu rekla? Jaz bi rekla temu gostija. To je bila za nas gostija. Gostija in... Skupaj s plesom. Ja, in so bili... Mi smo bili zanimivi njim, oni nam, tako da to je bilo res nekaj posebenega, se čist strinjam s tabo. Kaj pa od naravnih lepot, kaj ti je pa to bilo najbolj všeč? Ja, meni je bil neponovljiv vadi. No, pa puščava, to si pa... In pa puščava. Puščava, v puščavi sem že bila, ampak prvič sem bila v puščavi, kjer se kamele prosto sprehajajo, in prvič sem taborila v puščavi, tega sem se malo bala, ampak res je bilo nepozabno doživetje. Kako ti je pa bilo ta taborenje 2 dni brez tuša? Je bil to kakšen problem? V dobri družbi ni problemov s takimi stvarmi. Kaj pa si se kdaj v Omanu počutila, rečemo, da te je bilo kaj strah, kakšna nevarnost? Ne, tukaj sem se res počutila povsem varno. Si kdaj dobila občutek, da ti lahko kdo kaj ukradel? Ne, niti ukradel, niti kot ženska, če sam hodiš, dobro, nisem ravno veliko kilometrov naredila sama, ampak kljub temu bi si upala sama na ulico. Mogoče razmišljaš, da bi šla še kdaj v Oman? Mogoče pa. No, to bi bilo vse iz tega javljanja z letališča. Počasi se mi odpravljamo domov, tako da Katarina, hvala, da si bila pripravljena stopiti pred kamero in da si z nam to delila. Hvala tebi za lepo družbo. Enako, tako da lepo se imeti v Sloveniji, se jih malo tudi mi pridemo, pa tisti, ki se poznamo, se pa mogoče kaj vidimo. Lep pozdrav in lepo se imejte. Živjo!